AI prihaja po tvojo službo. Trenutno umetna inteligenca uničuje cele panoge. Delovna mesta izginjajo, saj človeške delavce nadomeščajo avtomatizirani algoritmi, ki lahko opravijo enake naloge hitreje, učinkoviteje in, kar je najpomembneje, ceneje. To smo že videli v financah, zdravstvu, podpori strankam, logistiki in proizvodnji. Enega za drugim, umetna inteligenca prevzema delo, za katerega je na milijone ljudi mislilo, da je nedotakljivo. Toda en poklic se je zdel imun na ta prevzem. Pravo. Ali pa so vsaj tako mislili pravniki. Od 60 let prejšnjega stoletja so pravne pisarne temeljile na obračunavanju po urah. Podjetja so svojim strankam zaračunavala ne po posameznih primerih, temveč po urah. Stranke niso plačevale le za strokovno znanje podjetja, temveč tudi za vložen čas. Pregledovanje pogodb, priprava dokumentov, iskanje po določenih datotekah ali pravnih precedencih, vse to vzame čas. Vsaka ura je bila zabeležena, pomnožena s fiksno tarifo in nato zaračunana stranki, ki je nato z veseljem plačala, saj je verjela, da je vsaka sekunda časa podjetja nepogrešljiva. In zato je pravna industrija postala tako dragocena. Zato so lahko največje odvetniške pisarne iz leta v leto ustvarjale neverjetne prihodke. Javnost je verjela v iluzijo, da najboljši pravni umi neutrudno delajo na njihovih primerih. V ozadju pa je bila zgodba povsem drugačna. Iluzija je bila zgolj slepilo. Tisti na vrhu so pogosto prepuščali številne najbolj zamudne naloge mlajšim odvetnikom. Ti začetni zaposleni so še vedno prejemali zajetne plače, vendar so podjetju prinašali še več denarja zaradi številnih obračunljivih ur, ki so jih opravili vsak teden. Pravniško področje je delovalo kot piramida. Na vrhu so bili najelitnejši, najbolj izkušeni partnerji in lastniki podjetij. Bili so obrazi svojih podjetij in večino časa so namenjali stikom s strankami ter vzpostavljanju odnosov. Na dnu piramide, ki je podpiralo vse ostalo, so bili mlajši odvetniki. Ljudje, ki so opravljali težko delo, vsak dan znova garali skozi dolgočasne naloge. Podjetja so videla preprosto pot do uspeha. Zaposliti več mlajših odvetnikov. Več zaposlenih je pomenilo več zaračunljivih ur za stranke, kar je pomenilo več denarja za podjetje in v žepe partnerjev. To je bil uspešen in donosen sistem, ki je trajal desetletja, tudi ko se je pravni svet razvijal. Odvetniki so dobili dostop do tehnologije, ki je lahko pospešila določene procese, vendar je bil velik del njihovega dela še vedno popolnoma odvisen od nekoga, ki je pregledoval dokumente in učbenike. In potem je prišla umetna inteligenca in cela piramida se je začela podirati. Po celotnem pravnem področju partnerji sprejemajo odločitve, ki se še pred nekaj leti ne bi zdele logične. Diplomanti ugotavljajo, da je težje dobiti zaposlitev, saj podjetja opuščajo starodavni pristop samo zaposluj naprej, ki jim je prej tako dobro služil. Clifford Chance, ena največjih odvetniških pisarn na svetu, je ukinil več 10 delovnih mest. PwC, še en velikan, je odkrito izjavil, da bo vzpon umetne inteligence povzročil manj zaposlovanja delavcev. Celotne kategorije pravnega dela zdaj prevzema, avtomatizira in optimizira umetna inteligenca. Industrija, ki je zgrajena na temelju, da je vsaka ura izjemno dragocena, se mora zdaj soočiti z novo realnostjo, v kateri je mogoče vsako uro dela strniti v nekaj klikov in algoritem. Partnerji so videli, kaj zmore umetna inteligenca, in to jih je postavilo pred dilemo. Naj še naprej zaposlujejo nove mlajše sodelavce? Ali pa naj sprejmejo umetno inteligenco in pustijo, da tehnologija prevzame rutinska opravila? Odgovor je očiten. Prvoletni sodelavec v večji odvetniški pisarni ima danes osnovno plačo približno $235,000. To ne vključuje stvari, kot so bonusi, zdravstveno zavarovanje in drugi stroški povezani s pisarniškim prostorom in opremo. Nekatere pisarne pokrijejo tudi nekatere stroške povezane s podiplomskim izobraževanjem mlajših zaposlenih. Dolga leta cena pravzaprav ni bila pomembna za poslovni izid podjetja. Tudi če je podjetje porabilo $250,000 za plačo mlajšega sodelavca, je ta isti zaposleni prinesel večkratnik tega zneska z zaračunljivimi urami. Bili so kot samozadostne, zelo dobičkonosne tovarne, ki so obdelovale ogromne količine dela in ustvarjale veliko več denarja, kot so ga stale za obratovanje. Zdaj lahko podjetja preidejo na tovarno, ki je 1000-krat hitrejša, lahko deluje ves čas in, kar je še pomembneje, je cenejša za obratovanje. Mlajši pravnik stane $235,000. Naročnina na ChatGPT Plus stane $20. Razlika je prevelika, da bi jo kdorkoli lahko prezrl. Zakaj bi si katerokoli podjetje, ki nekaj velja, sploh prizadevalo iskati talente, zaposlovati mlajše pravnike, plačevati njihovo izobraževanje, jih usposabljati, jim dodeljevati pisarniški prostor in jim nato izplačevati 6-mesečne plače? Ko pa lahko vse to namesto njih opravi umetna inteligenca za majhen delček stroškov. Tudi z izjemno osredotočenostjo in solidnim delovnim tempom lahko ljudje naenkrat obdelajo le omejeno količino informacij. Povprečen delavec bo moral za vsako stran porabiti približno 2 minuti. To pomeni več ur dela za dokument 100 stranmi. Medtem pa je umetna inteligenca sposobna pregledati 1000 pogodb v samo nekaj urah. To je 75% zmanjšanje časa.
Deluje lahko neprimerljivo hitreje kot celotne ekipe pravnih strokovnjakov, brez napak, ki jih lahko naredijo preobremenjeni odvetniki. Dovolj je že ena trenutna nepazljivost mlajšega sodelavca, da spregleda nekaj pomembnega ali naredi napako, ki podjetje stane čas in denar. Umetna inteligenca te težave nima. A to ne pomeni, da odvetniki niso pomembni. Tisti na vrhu so še vedno potrebni. Njihove edinstvene sposobnosti in izkušnje so še vedno neprecenljive. Toda delo podrejenih, ponavljajoče se delo, ki predstavlja temelje, na katerih vse ostalo stoji, ni več potrebno. Zato je lahko razumeti, zakaj toliko odvetniških pisarn ne vidi druge možnosti, kot da vlagajo v umetno inteligenco in zmanjšajo število začetnih delovnih mest. To ni nekaj, za kar bi se pravne pisarne in partnerji odločili sami. To je nekaj, kar jim je vsiljeno. Če želijo preživeti, morajo iti v korak s časom in se prilagoditi novemu pravnemu redu. Obračunavanje po urah se spreminja. Ne morejo več zaračunavati strankam $100 na uro za naloge, ki jih računalnik opravi v nekaj sekundah za delček centa. Tudi stranke se zavedajo nove realnosti. Že zdaj so poročila o tem, da zavračajo plačilo za osnovne pravne raziskave in preglede dokumentov. Kot pravi lastnik ene odvetniških pisarn za gospodarske spore iz Kalifornije, je dejstvo, da odvetniki strankam zaračunavajo veliko nalog, ki bi jih bilo mogoče bolje in učinkoviteje opraviti z avtomatizacijo ali umetno inteligenco. To bodo stranke to spoznale, bodo zavrnile plačilo odvetnikom za naloge, ki bi jih računalnik lahko enostavno opravil skoraj zastonj. Odvetniške pisarne so izgubile pomemben vir prihodkov, vendar so odkrile orodje, ki jim lahko prihrani veliko časa in denarja. Celoten ustaljeni način delovanja pravnega področja se pred našimi očmi piše na novo. Ljudje na vrhu žrtvujejo ljudi na dnu, da ne bi le obdržali svojih služb, ampak da bi postali še močnejši. Ljudje na vrhu piramide bodo iz vsega tega očitno postali še bogatejši. To kljub temu, da njihova podjetja strankam ne morejo več zaračunavati neštetih ur papirologije. Ni jim treba več skrbeti za režijske stroške ali breme povezano z zaposlovanjem in upravljanjem sodelavcev. Ti vrhunski pravni strokovnjaki lahko zdaj dosežejo nepredstavljivo raven produktivnosti. En sam elitni partner lahko zdaj opravi delo celotnega podjetja hitreje in lažje, kot so si kdajkoli predstavljali. Ves dobiček, ki ga ustvarijo v tem procesu, lahko zadržijo zase, saj jim ni treba ničesar prepustiti tistim nižje na lestvici. Toda medtem ko plenilci uspevajo, vsi ostali trpijo. Ljudje na sredini in na nižjih položajih v odvetniških pisarnah bodo kmalu videli, kako se njihove možnosti napredovanja čez noč izničijo. Odvetniki, ki želijo graditi svojo kariero in prevzemati dolgočasne, a nujne vidike pravnega dela, so prisiljeni zapustiti industrijo. Ni varnostne mreže, ki bi jih ujela. Da bi prikrila brutalnost tega manevra, je pravna industrija ustvarila nekakšen dimni zastor. Na hitro so sestavili novo karierno pot. Pravni inženir. Sprva se sliši zanimivo, celo prestižno. Položaj, ki združuje pravno delo s tehnološko odličnostjo, pravniški poklic za dobo umetne inteligence. Ljudje že poskušajo ustvariti navdušenje in pričakovanja okoli te nove službe. Študentom prodajajo idejo o nekakšni hibridni karieri, kjer lahko raziskujejo nove tehnologije, hkrati pa sledijo svoji strasti do pravičnosti. Tudi številke povezane z vlogo pravnega inženirja se zdijo enako optimistične. Podatki kažejo, da se je uporaba umetne inteligence v odvetniških pisarnah samo med letoma 2023 in 2024 povečala z 19% na 79%. Tudi trg dela za pravne inženirje je eksplodiral prav tako silovito. Če pogledamo podrobneje, dokazi prav tako kažejo, da je večina tako imenovanih inženirjev nameščeno v oddelke za prodajo in skrb za stranke pri ponudnikih pravne tehnologije. To niso odvetniki. Komaj da sploh sodijo v kategorijo pravnih strokovnjakov. So prodajalci v oblekah, pravniška različica nekoga, ki je bil ali si je želel postati zdravnik, a je namesto tega pristal kot farmacevtski zastopnik. Te vloge so popolnoma osredotočene na implementacijo programske opreme. Obstajajo zato, da pospešijo avtomatizacijo pravne industrije. Celotna kariera je sodobni trojanski konj. Ljudje, ki bi svoje življenje posvetili sodnim primerom in pravosodnemu sistemu, so preusmerjeni na položaje, ki spodkopavajo njihove ambicije. Prevarani so, da igrajo vodilne vloge pri uničevanju prav tiste industrije, ki jim toliko pomeni. In tisti na vrhu točno vedo, kaj počnejo. Zavedajo se, da so dnevi, ko so mlajši pravniki napredovali po korporativni lestvici, mimo. Toda tega ne morejo preprosto naznaniti. Ne morejo reči, da bodo zamrznili vsa nova zaposlovanja in popolnoma opustili mlade talente. Zato si izmislijo novo vlogo. Trdijo, da je to popolna pot, ki naj bi sledili bodoči pravni strokovnjaki. Umazano delo pa prenesejo na naslednjo generacijo. Pograbijo najboljše in najpametnejše diplomante ter jih usmerijo v vloge pri ponudnikih, obljubljajoč, da se bo na koncu vse izšlo, a se ne bo.
Tem mladim strokovnjakom dajejo izmišljene nazive, kot sta svetovalec za rešitve in pravni tehnolog. Njihova naloga je prodajati rešitve umetne inteligence odvetniškim pisarnam, ki bi jih morda zaposlila in izobrazila. Branijo jim možgane, da razstavijo prav tisto lestev, po kateri naj bi se povzpeli. To je temna in sumljiva shema. Najhujše pri vsem tem pa je, da niti ti inženirji niso imuni na neizogiben zlom. Njihov trojanski konj bo zgorel, tako kot vsaka druga začetna vloga, ko bo umetna inteligenca integrirana v večino podjetij. Takrat storitve pravnih inženirjev ne bodo več potrebne. In to se lahko zgodi prej, kot si ljudje mislijo. Umetna inteligenca se ne širi le kot požar po pravnem področju, ampak postaja vsak dan pametnejša, še posebej pri branju in analiziranju jezika. Čeprav gre za zapleteno obliko, je pravo v svojem bistvu jezik. Vse se vrti okoli besed, pravil, vzorcev in izrazov. Prav teh stvari se umetna inteligenca lahko hitro nauči. Stoletja je zapletenost pravnih besedil pomenila, da so jih lahko uspešno razlagali le ljudje, ki so se posvetili temu področju. Ljudje, ki so leta preučevali pravni jezik in se poglabljali v zapletenosti pogodb in dogovorov. Umetna inteligenca tega ne potrebuje. Za umetno inteligenco je 100-stranski pravni osnutek zgolj zbirka podatkovnih točk, iz katerih lahko sklepa, jih analizira in razume v času, ki ga človek potrebuje, da pomežikne. In zato sploh niso potrebovali let usposabljanja in razvoja, da bi prišli do te točke. Do leta 2023, nekaj mesecev po javni izdaji ChatGPT, je GPT-4 opravil enotni pravni izpit in to z odliko. Presegal je povprečno oceno pravih diplomantov prava. Do leta 2025 je umetna inteligenca šla še dlje. Model O3 podjetja OpenAI je na 8 zaključnih izpitih Univerze v Marylandu dosegel ocene od A+ do B. Pravniški poklic in širša javnost sta potrebovana nekaj časa, da sta to dejansko spoznala. Vendar je resnica, da je bila prihodnost tega sektorja določena že v trenutku, ko je umetna inteligenca nastala. Mlajši sodelavci so bili obsojeni na propad, ugledni partnerji pa bi opustili svoje zaposlene na začetni ravni v korist poceni naročnin na generativno umetno inteligenco. Toda težava pri njihovem pristopu je, da je usmerjen le na kratkoročno obdobje. Kajti če podjetja prenehajo zaposlovati mlajše sodelavce, kako bo naslednja generacija starejših partnerjev sploh lahko napredovala? Če mladi strokovnjaki svojih ključnih let ne preživijo v učenju pod vodstvom starejših mentorjev, kdo bo potem čez 10, 20 ali 30 let vodil pogajanja na ravni uprav? Vodilni partnerji danes na to nimajo odgovora. Še huje, sploh jih ne zanima, da bi ga našli, ker še vedno služijo denar, več denarja kot kadarkoli prej. In ker se bo večina njih upokojila, preden se bodo pojavile velike težave, zakaj bi jih sploh skrbelo? Zakaj bi jih motilo, da je po ocenah zdaj mogoče popolnoma avtomatizirati kar 44% vseh pravnih nalog s komercialno dostopno programsko opremo, ki jo poganja umetna inteligenca? Ne bi jih, a bi jih moralo. Vse bi moralo skrbeti. Ker ko 44% vseh pravnih nalog opravlja umetna inteligenca. To pomeni, da je 44% bilijonskega trga izginilo. Približno $500 milijonov letnih izdatkov podjetij bo zapustilo odvetniške pisarne in se prelilo v programsko industrijo. Številke bodo od tu naprej samo še bolj grozljive. Ko odvetniška pisarna preide iz človeško usmerjenega delovnega procesa, ki ga je mogoče zaračunati po več $100 na uro, na takojšnje avtomatizirane procese, stroški za izvedbo številnih nalog drastično padejo. Ko bo prevzem umetne inteligence zaključen, bodo podjetja za skoraj polovico vseh pravnih nalog prejela manj denarja. To je nevzdržno. Seveda to ne velja za tiste na samem vrhu, saj bodo še naprej vodili sodne postopke in podpisovali korporativne pogodbe. Toda za vse ostale pod njimi je prihodnost mračna. Za tisoče pravnikov na srednji in začetni ravni sistem ne deluje. Razgrajujejo ga tisti, ki naj bi ga varovali. In nič več ne more ustaviti tega procesa. Torej, ali bo umetna inteligenca zamenjala odvetnike? Ne povsem. Poklic bo vedno zahteval določeno raven človeške presoje. Ljudje bodo še naprej zastopali svoje stranke, bodisi v sodnih dvoranah ali na pogajanjih v sejnih sobah. Vendar pa umetna inteligenca že spreminja in bo zavedno spremenila to industrijo. Ne le v smislu izboljšanja učinkovitosti in optimizacije delovnih tokov, temveč tudi z izbrisom celotnih karier. In nikoli se ne bodo vrnile. Ne glede na to, ali nam je všeč ali ne, je revolucija umetne inteligence tukaj. Katere druge kariere so na udaru? Oglejte si 20 delovnih mest, ki jih bo zamenjala umetna inteligenca. Da izveste več, ali pa kliknite na ta video.